Živijo, Gaj, ti si pred 4 leti, si ti nastopil na X Factorju. Tako je. In tvoja posebnost je bila, da si odkrito spregovoril o Tourettovem sindromu. Tako je. V kakšnem smislu ti pri tem sindromu konoplja pomaga? Ja, tako je. 2012 sem bil na tem šovu X Factor, ker sem šel čisto v bistvu brez kakršnihkoli pričakovanj, z namenom, da dokažem sam sebi, da nekaj zmorem. Drugi namen je bil pa to, da malo ozavestim ljudi o mojem sindromu, Tourettov sindrom, ki ga najbrž večina oziroma redko kateri ga poznajo, razen iz kakšnih filmov, ki gledajo. Drugače pa sem šel s tem, sem povedal in kar se pa tiče Tourettovega sindroma, vedno sem bil nekako proti in drogam in kakršnikoli alkoholu. Pa ne vem, par let nazaj sem imel možnost probati dejansko konopljo. Sem jo probal res kot, sem bil malo firpčen, če to dejansko kaj naredi za mojo bolezen. In moram reči, da v bistvu na začetku nisem imel takega občutka, pa sem pa še parkrat probal in moram reči, da dejansko je zelo pomiril te moje obsesivno-kompulzivne motnje. Bil sem bolj umirjen, nisem se tudi toliko, če ne drugega, se nisem toliko sekiral za stvari, ki sem jih ali izrekel ali naredil. Nisem se toliko sekiral, kaj ljudje o meni mislijo, kar v bistvu je že dosti velik napredek za to bolezen. Drugo pa je da dejansko, ko sem imel situacijo, da sem lahko umirjen, pa da sem probal tudi konopljo, me je dejansko zelo pomirila. In od takrat naprej v bistvu, ker se tudi ukvarjam s športom, tega ne smem konzumirati res na vsakodnevni bazi, zato si pa privoščam po kakšni sezoni, po kakšnih napornih treningih si privoščam malo in zaplavam v svoj svet in vidim, kakšno napako delajo ljudje, ki so proti temu. Ti dojemaš to rastlino kot zelišče? To rastlino moraš dojemati kot zelišče, ker dejansko zraste v zemlji. In dejansko je to naravna rastlina in mi ne bo še dolgo časa jasno, kako lahko delamo krivico rastlini, ki je prišla ven iz zemlje, ne pa iz flaše. Podpiraš legalizacijo? Podpiram legalizacijo, do določene mere seveda za ljudi, ki dejansko bi to rabili, omejil bi na leta, da bi imel malo več kontrole nad tem, kdo dejansko bi to konzumiral. Drugače pa sem za legalizacijo 100%.